živijo moji čarobkoti in čarobnice. Zadnjič sem zaznala, da so nekateri kako bi rekla, slišali čarovnice. Tudi smo sodobne čarovnice, itak tako ali tako, sodobni Harry Potterji, vsemi temi procesi, ki jih znamo, ki se jih učimo, vsem tem, kar zdaj odkrivamo na novo, tako da slišite tisto, kar želite. Včeraj sem tule v tej skupini objavila eno vprašanje, torej, če kdaj vprašate svoje telo, koliko si pravzaprav želi denarja. In tako sem tudi zaznala, da je bilo velikih je bilo tako, kaj, moje telo naj vprašam. In dejansko ta skupina, če greste gledati recimo pod videe in pregledate te videe, boste videli, da skozi sprašujemo telo, torej naše telo ima svojo zavest in tudi denar, ki ga pravzaprav kreiramo, oziroma denar je za naše telo, torej da poskrbimo za svoje telo, ker namreč, če ne bi imeli telesa, tudi denarja ne bi potrebovali avto, ne bi potrebovali stanovanj, hiš, oblek, čevljev, hrane, nič ne bi potrebovali. In dejansko, zdajle, dajmo tako narediti, zaprite oči in vprašajte svoje telo, telo, koliko denarja si ti želiš imeti? Koliko udobja, koliko luksuza? In ne iščemo odgovorov, sam zaznajte, kakšna energija se prikaže, kakšno zavedanje. In je to več, kot imate zdaj? Oziroma ustvarjate zdaj ali manj? Veliko več. In ta energija pravzaprav naj vas vodi pri kreaciji svojega življenja. Torej, če si vaše telo želi več imeti denarja, več udobja, več luksuza kot zdaj, dajte ga vprašati, če vam lahko prispeva pri kreaciji teh finančnih tokov oziroma tega udobja, luksuza. Ker če boste vprašali telo, vam bo začelo prispevati, torej bo začelo porajati tako energijo, ki bo prispevalo k kreaciji vaših finančnih tokov. Ampak potem, če telo svoje sprašujete, naj vam prispeva, potem pa skreirate več denarja in pa ta denar porabite za neke druge stvari, torej ne za svoje telo, potem pa, če vam telo več ne bo prispevalo. Torej, če vam telo pri nečem prispeva, zato ker ve, da bo od tega ono nekaj, kako bi rekla, nekaj imelo, neko korist, potem mu tudi to privoščite in vam bo še naprej prispevalo. Ali pa recimo, če ga vprašate recimo za neko stvar, telo, želiš to? Ali je to neko potovanje, ali je to neki izlet, ali je to neka obleka, nek avto, karkoli, stanovanje, hiša. In je tako, dobite začnite telo spraševati, telo, a mi lahko prispevaš pri kreaciji tega? In telo bo naredilo vse, kar lahko, da vam bo prispevalo pri kreaciji tega. Jaz sem sama dejansko že, ne vem, kolikrat sem videla to, smo vprašali telo, telo, si želiš to? Ene čevlje, take ful hude, ali pa kako torbico ful hudo. Jaz mislim, da sem o tem že tukaj na enem videu govorila, tukaj tudi v tej skupini. In dejansko je bil, še isti dan se je pokazala točno taka vsota denarja, ali pa naslednji dan, in potem sem že šla, moram poravnati še une stvari, pa une stvari, in še dobro, da vem te stvari. Torej, zavedanje je, da imamo čim več zavedanja s tem, je tudi super. In sem rekla, čakaj, stop, to je moje telo prispevalo k temu, da se je to ustvarilo, to bomo kupili, to bomo vzeli. In pol, ko sem to kupila, to vzela, dejansko je telo še bolj začelo prispevati k tem stvarem. Zato sprašujte telo in vam bo res prispevalo. Pravi Katarina, več, neskončno več. In tudi ta energija pravzaprav, ko ste jo zdaj zaznali, ko ste se to vprašali, naj vam bo to neko vodilo, kaj če bi delovali iz te energije. To se lahko pravzaprav vsak dan vprašate. Vsak dan, celo večkrat. In če ste ta energija, boste začeli to kreirati. Vse se začne z energijo. Tako težko je. Res, ful so težke stvari, oziroma mi mislimo, da so.
Ampak dejansko, če boste ta energija in boste prav tudi odprti za to, da se bo to prikazalo na kakršenkoli način, ne da ste navezani tukaj na rezultat, boste to ustvarili. Ker vse se začne z energijo. In naj bo to ena taka popotnica tudi za to, da pravzaprav začnete svoje telo spraševati tudi potem, naj vam prispeva pri finančnih tokovih, oziroma rečete, ok, telo pokaži mi, koliko naj skreira več denarja, ali pa na lahkotnejši način. In vam bo pokazalo. Sam bodite pač tako, kako bi rekla, odprte za te stvari, ki bojo prihajale na podlagi teh vaših vprašanj, ker namreč večina stvari prikaže čisto na drug način, kot mi mislimo, in pol, ker mi tako smo, imamo te plašnice, če se ne prikaže tako v okviru teh mojih plašnic, v okviru mojega vidnega polja, potem to ne obstaja. In dejansko veliko nekih možnosti, ki na ta način, na podlagi teh vprašanj, ki pridejo, ki nam jih vesolje dostavi, kar spregledamo ali pa kar, tako da jih ni. Tako da, ok, kaj je bilo tudi potrebno, da pravzaprav odvržete te svoje plašnice, te kontrolo, s katero skušate kontrolirati svoje življenje, da bi se prikazali točno na določen način, bi bila pripravljena vse tokrat godzilo in razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, mad, potem pa Colin, Shorts, Boys and Beyonds. In če opustimo to kontrolo, to pač, s katero mi skušamo zdaj, takle mora biti pa tak, dejansko potem odpremo s tem vrata, da nam lahko vesolje prispeva nekaj večjega, kot smo si mi lahko, in boljšega, kot smo si mi lahko sploh kdajkoli predstavljali. Tako da, to naj bo to za danes, pa res začnite spraševati svoje telo. Včeraj tudi je napisala Mojca pod enim tem, da premalo sprašuje telo. Dejansko vse, kar se tiče telesa, ga lahko vprašate. Naj bo to en vaš prijatelj. Je pa tako, se mi zdi, da je zdaj čas, da spet pripravim ena spletna srečanja na temo telesa, tako da jaz mislim, da čez poletje bo tudi nekaj, kjer bomo pravzaprav vse to naslovili, vse te stvari, kako spraševati svoje telo, kakšna vprašanja zastaviti pri določenih stvarih in tako naprej. Boste videli. Tako da, to naj bo to za danes in lep pozdravček, lep praznik in lepe, lahkotne, poletne dni vam želim. Čau, čau!